Ko nam politiki razlagajo o tem, da moramo okrepiti naše obrambne kapacitete, radi uporabljajo prvo osebo množine. Mi potrebujemo povečati naše obrambne kapacitete. Vprašanje, ki jim ga velja postaviti, je, kdo smo to mi? Kdo smo pravzaprav mi? Koliko od nas, ki stojimo danes tukaj, koliko nas, ki stojimo danes tukaj, jaz, ti, vaši sodelavci, družinski člani, koliko imamo besede pri tem in koliko bomo imeli besede pri tem, katero orožje se bo kupovalo, za kakšne namene, v čigave roke bo šlo. Koliko imamo mi besede pri tem, koliko imamo ljudje, ki bomo plačali to orožje, besede pri tem, zakaj se bo uporabljalo. Jaz mislim, da nič. Tako kot v 90-ih nismo imeli nič, ko so naši politiki izpeljali svoje orožarske posle. Tako da, ko govorijo, se pravi, ko govorijo mi, mislijo sebe, mislijo vladajoče razrede v Evropi, v Bruslu, v našem parlamentu, oni govorijo o sebi, oni potrebujejo to orožje, ne mi. Baje bojo s tem orožjem rešili vse krize, vse probleme, ki jih imamo zdaj. Zdaj, jaz verjamem, da mnogo od ljudi, ki tukaj stojite danes, ste stali tudi leta 2015, pa še prej 2012, ko smo imeli evropsko dolžniško krizo. Takrat se spomnimo, kako so vladajoči razredi v Evropi reševali to krizo. Ni se dobro končalo za nas. Ni se dobro končalo za nobenega izmed narodov na periferiji Evrope, pa ne nazadnje tudi v centru Evrope, ne. Takrat smo 7 milijard evrov mogli dati bankam javnega denarja, da smo plačali njihove luknje. Takrat smo mogli privatizirati, razprodati 15 ključnih državnih podjetij, zamrzniti plače, rezati socialo, varčevati na upokojencih in tako naprej. In to ne samo mi, to cela Južna Evropa. Tako so takrat naši veljaki iz Evropske komisije, Evropske monetarne unije in Mednarodnega državnega sklada reševali krizo, da so milijone in milijone ljudi pahnili v revščino. Zdaj, retorično vprašanje je, ali jim zaupamo orožje v rokah. Od takrat naprej se krize namreč niso končale. Kaj se je zgodilo, ko smo imeli konec evropske dolžniške krize? Potem je kar naenkrat bila Brexit kriza, potem je bila migrantska kriza, potem je bila korona kriza, potem je bila ukrajinska kriza, palestinska kriza, zdaj imamo kar naenkrat Trump krizo, Putin krizo, ni konca teh kriz. Vsako leto so pogostejše. Ali so te krize posledice, ali so vzrok? In slej ko prej se moramo postaviti vprašanje, ali so krivi vsi drugi zunanji dejavniki, ali so krivi ti vladajoči razredi sami. Zdaj, če so krivi oni, pa so naše naloge zelo jasne. Naš sovražnik je doma, ne v tujini. Zdaj, marsikdo nam bo povedal v tej situaciji, ne, zdaj moramo biti realisti, mirovništvo je v tem trenutku utopija, to ni nek realen projekt, zdaj v tem trenutku je situacija čisto drugačna, kot je bila kadarkoli prej, zdaj ti ljudje, ki so nas peljali iz krize v krizo in mimogrede niti ene rešili, zdaj ti ljudje rabijo sem še malo več denarja, pa sem še malo več orožja, pa bo pa vse v redu. In mi moramo vsi biti zdaj realisti in jim slediti v tem programu. Kaj pa, če tega ne bi naredili? Pravzaprav si lahko postavimo vprašanje,
Kdo je tukaj zares utopist? Kdo je tisti, ki verjame v utopijo? Mi, ki verjamemo, da je v interesu vseh ljudi po svetu živeti med sabo v miru, ali tisti, ki verjamejo, da nas bodo ti vladajoči razredi še z malo več orožja v rokah, pa zdaj končno razrešili vse probleme, ki smo jih imeli. Jaz mislim, da so oni, ki se hočejo oboroževati, tisti, ki so utopisti v tej situaciji. Oni so tisti, ki sedijo doma za tipkovnicami in se obnašajo, kot da ukazujejo zdaj vladajočim razredom, kako naj razrešijo neke probleme v svetu, kot da imajo kakršenkoli vpliv na to. Nimajo ga in noben od nas ga nima in s tem se moramo soočiti. Naš sovražnik je doma. Mi nimamo moči tukaj, da bi vplivali na najosnovnejše probleme, ki jih imamo pred našimi vrati. Kaj šele, da bomo reševali ljudi na drugem koncu sveta in s tem se je treba soočiti. Zato mirovništvo ni neka pasivna pozicija. Daleč od tega. Mirovništvo danes pomeni reševati krize pri njihovih vzrokih. Poseči v stanje stvari takšno, kot je, in v lokacijah, kjer lahko to naredimo, v situacijah, kjer to lahko naredimo, v naših soseskah, na naših delovnih mestih, pred našim parlamentom. Pač tukaj imamo mi moč in tukaj moramo poseči v stvari. Mirovništvo je aktivna pozicija, to ni neka pasivnost. Mirovništvo pomeni, da hočemo spremeniti našo družbo. Mirovništvo po mojem pomeni, da moramo mi ustaviti razkrajanje socialne države. Pomeni, da moramo ustaviti obubožanje delavcev. Pomeni, da moramo ustaviti uničevanje planeta. Pomeni, da moramo ustaviti privatizacijo, prekarizacijo in vse ostalo, kar meče ljudi v negotovost. To so naši problemi. Populisti, ki jih vidimo na oblasti, ki se vzpenjajo povsod po Evropi in ki nas ogrožajo, menda, niso vzrok, ampak so posledico tega, da se razkraja in uničuje vse varnostne mehanizme, ki jih imajo zato, da bi ljudje lahko dobro živeli. To je posledica in ne vzrok. Mirovniki pa se moramo stvari lotiti pri vzroku. To pa pomeni tudi soočenje s tem, kaj pravzaprav je Evropska unija in kaj pravzaprav je NATO. Se pravi, mirovništvo pomeni tudi odgovornost, da razkrojimo to druščino kapitalistov, ki uničuje planet in postavimo mednarodne odnose na novih solidarnostnih temeljih, na temeljih solidarnosti med delavci vsega sveta. Ker ob koncu dneva so oni tisti in smo mi tisti, ki bomo umirali na frontah in ne oni. In temu je treba tukaj in danes reči glasen ne.